V studio danes prihaja vodja kulinarično-etnološkega projekta, ki je v 15 ponovitvah postavil Idrijo na zemljevid najuglednejših prizorišč velikih kulinaričnih dogodkov. Praznik idrijskih žlikrofov je že zdavnaj prerasel lokalne okvire. Obiskovalci od blizu in daleč ne morejo prehvaliti kakovosti in izvirnosti v iskanju novih okusov. Matevž Štravs, organizator prireditve, pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam. Ponujate preplet tradicije, kulinaričnih interpretacij, glasbe, otroškega programa, zelo pester program imate. Ja, pred 10 leti, ko smo v tej ekipi prvič organizirali praznik idrijskih žlikrofov, smo si rekli, ja, organiziramo festival posvečen tradiciji, dediščini, ampak dajmo ga narediti na način, da bo zanimiv za današnjega človeka, za ljudi z današnjimi interesi, današnjimi potrebami. Torej, mora biti dostopen, mora biti tak, da se ljudje počutijo domače, da se domače počutijo različne generacije, od tistih najmlajših do starejših, torej, da lahko pride nona s svojim vnučkom in se imata super na dogodku, vmes srečata še kakšne družinske prijatelje, in v bistvu uživata v idrijskih žlikrofih. Ti žlikrofi so pravzaprav postali že simbol. Česa vsega? Ja, mi rečemo, da so žlikrofi verjetno tista najboljša stvar, ki so jo naše none ustvarile skozi zgodovino. In zato jih v bistvu tako ponosno predstavljamo svetu. Vedno več obiskovalcev prihaja izven naše občine in na ta način v bistvu se širi glas o Idriji, o naši tradiciji, o tem, kako danes živimo s to tradicijo. Jaz si vedno rečem, da so žlikrofi v bistvu en res simbol mesta ali pa simbol celotne občine. Saj kažejo, kako je iz preprostih stvari mogoče ustvariti nek presežek, nekaj več. Mislim, da je to tisto res bistvo Idrije. Recimo tudi v primeru rudarskih hiš je podobna zgodba. Iz osnovnih materialov, iz osnovnih gradbenih materialov ali pa tukaj kuharskih sestavin smo bili ali pa so bili sposobni ustvariti neke presežke, nekaj, na kar smo lahko še danes ponosni, in mislim, da je to tisto, na čemer moramo graditi še naprej. Torej na tem principu iz preprostega ustvarjati nekaj več. Čeprav žlikrof je pravzaprav polnjena testenina. Žlikrof je polnjena testenina, tako kot mnoge druge. Po celi Evropi jih poznamo, v alpskem svetu, pa potem na vzhodu Evrope. Seveda, če gremo v jugovzhodno Azijo, jih imamo še več različnih oblik. To, da neko sestavino zaviješ v nekaj drugega, je neka v bistvu unikatna stvar, ampak hkrati v bistvu do te unikatnega pogruntavščine so prišli na mnogih koncih sveta. In v bistvu to hočemo tudi predstaviti na prazniku žlikrofov. Torej, kako je naš žlikrof del neke evropske ali pa celo svetovne zgodbe, družine. Do sedaj smo večinoma predstavljali poleg žlikrofov še neke druge polnjene testenine iz Evrope. Letos prvič gremo v Azijo, na ta način Nepal, torej iz Nepala predstavljamo tako imenovane momose. V Napoleonovem klobuku danes ne bova? Ne, Napoleonov klobuk naj ostane Napoleonov klobuk. Mislim, da z idrijskimi žlikrofi razen teh legend in teh zgodb nima prav veliko. Nacionalno zaščito so žlikrofi prejeli leta 2000, evropsko pa 2010, in sicer kot zajamčena tradicionalna posebnost. Seveda temelji na rudarski zgodbi, na zgodbi rudnika in rudarjev. Ja, mislim, da je bilo to takrat pravilna odločitev, da se gre v to zaščito, da se torej na nek način tudi standardizira, kaj je idrijski žlikrof. Vemo, predtem so naše none delale žlikrofe na najrazličnejše načine, ampak mislim, da je bilo prav, da se je šlo v to zaščito, da svetu, Evropi povemo, da je to tisto, kar je naše, na to smo ponosni in da smo to pripravljeni ohranjati. Potrebno je tukaj seveda še delati, sama zaščita ni dovolj, sama zaščita je palica, recimo temu,
rabimo čim več teh korenčkov, zaradi česar bomo to jed ne le ščitili, ampak jo v bistvu tudi promovirali, popularizirali, jo širili navzven in festival je en izmed teh elementov zagotovo. Ob tem pa je bil recept objavljen tudi v Uradnem listu, ne? To pa ni kar tako. Ja, jaz recimo ravno za organizacijo letošnjega praznika žlikrofov so me partnerji iz Avstrije spraševali, kje lahko preberejo te prav recept, se pravi gramaturo in vse za idrijske žlikrofe. In je v bistvu enostavno, jih usmeriš na Uradni list, ni treba v bistvu enkrat fotokopirati eno knjigo, pa drugič drugo, pa pol je njih neke razlike. Tukaj je zelo jasno, fiksno. Čeprav seveda tudi ta recept omogoča neka odstopanja, tukaj se vidi, da potem različni proizvajalci vendarle ustvarjajo različne žlikrofe, seveda znotraj teh meja še vedno sprejemljivih idrijskih žlikrofov. Kljub temu pa polje ustvarjalnosti dopuščate na področju omake. Tako, mi smo rekli, smo na nek način rigorozni pri idrijskih žlikrofih, tam dopuščamo neke manjše spremembe, ko gre za vegetarijansko, vegansko verzijo ali pa brezglutensko verzijo, sicer pa ne eksperimentiramo, kjer res pustimo v bistvu, kjer spodbujamo kreativnost in neke nove pristope so omake. Torej letos več kot 35 različnih omak, iskreno niti štejemo jih ne več, ker je to res velika količina. Od teh tradicionalnih, ki jih Idrijčani zelo dobro poznajo, do teh bolj inovativnih, drugačnih, neobičajnih, ki mislim, da privabijo zunanje obiskovalce, tudi marsikaterega Idrijčana, navdušijo, prepričajo in so fina popestritev te naše tradicije. Ob žlikrofih seveda prija tudi pijača. Kaj priporočate letos? Priporočamo zelo veliko različnih stvari. Bomo v bistvu sledili temu preverjenemu receptu, torej imamo pivovarje, vinarje, letos tudi cider, kot se pravi jabolčno vino, pivo, potem letos še dodatno različne brezalkoholne pijače, od teh bubble tea, torej teh čajev, ledenih čajev, do najrazličnejših drugih pijač, kav. Tukaj res mislim, da težko našteti vse, za vsakega bi se nekaj našlo. Kdo bo letos vodil kuharske delavnice? Letos imamo 2 kuharski delavnici. Ena je posvečena kombinaciji različnih zaščitenih jedi, torej jedi, živil in pridelkov iz tako imenovanih shem kakovosti. To je sistem Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, kako oni v bistvu izbirajo tiste najboljše sestavine živila in jedi iz Slovenije. Žlikrofi so recimo eni izmed teh in bomo imeli delavnico posvečeno temu. Druga delavnica bo pa posvečena ribam, torej kako žlikrofe kombinirati z slovenskimi ribami. Obe 2 delavnici boste v popoldanskem času, sta brezplačni za udeležbo. Tako da vabimo seveda obiskovalce, da ko so tam na prizorišču, da se nam pridružijo pri teh delavnicah. Letos opozarjate tudi na brezmejni becirk, že prej ste omenili Nepal. Kaj ob nepalskih dobrotah še ponujate? Ja, lani smo oblikovali ta tako imenovani brezmejni becirk, takrat v sklopu Evropske prestolnice kulture Go25. Letos poleg žlikrofov in nepalskih momosov še avstrijski kasnudli, torej iz avstrijske Koroške, ter še kobariški štrukli. Kobariški štrukli kot spet ena polnjena testenina, kjer mogoče ime zavaja, ne gre v bistvu za te klasične štrukle, gre za polnjeno testenino. Tour de Žlikrov ponuja kaj? Tour de Žlikrov v bistvu so letos 3 različne trase, kolesarske trase, po različnih koncih naše občine. Zdaj na tej točki že lahko povem, da so v bistvu praktično vse že razprodane, torej že polne. Pri vsaki smo razpisali mesta za predprijavo in je v bistvu to že polno. Mogoče se jih še kakšno mesto najde, tako da če je kakšen res velik navdušenc, mogoče še lahko najde kakšno mesto,
če bo kje kdo kakšen odpovedal, ampak načeloma so pa že polne. Otroški program bodo usmerjali iz mladinskega centra. Ja, imamo otroški mladinski program, kjer letos sodelujeta Mladinski center in Zveza prijateljev mladine. Zveza prijateljev mladine Idrija se nam letos v bistvu prvič na ta način priključuje z delavnicami, z animacijo, z programom za otroke. Kot rečeno, res hočemo, da je dogodek prijeten za družine. Vidimo tudi, da to družine izkoristijo, da pridejo za cel dan v Idrijo, nekaj časa preživijo ob žlikrofih, ob pijači, seveda v vsem ostalem programu, ki je tisti dan na voljo v Mejci. Novost letošnjega programa so tudi ambasadori. Kako ste jih izbrali in kdo so? Ja, imamo 3 ambasadorje. To so Lija Krvina, karateistka, v bistvu obetavna karateistka, ki obožuje žlikrofe. Potem je Matjaž Javšnik, igralec, spet človek, ki obožuje žlikrofe. Mogoče eden izmed tistih redkih ljudi, ki je žlikrofe jedel na jahti v družbi res lepih lepotic. In v videospotu, torej to je bil videospot skupine Kingston. Tretji pa Darek Kavrič, pisec skladb, glasbenik in tudi on ljubitelj žlikrofov. Vsi trije v bistvu zdaj v teh dneh objavljamo njihove videe in skupaj z njimi promoviramo žlikrofe. Na samem dogodku pa se bodo pomerili v izdelavi idrijskih žlikrofov. To bo tekmovanje, ampak ne na prav zares resen način, na vse zadnje so oni dobri v drugih sferah, ne toliko v kuharskih. No, če je Matjaž Javšnik poleg, potem smeha ne bo manjkalo, ne? Tako je, to zagotovo. Prišla sva do Dareta Kavriča in do pravzaprav glasbenega programa. On ne bo sodeloval v glasbenem programu. Ne, Darek Kavrič letos ne nastopa na prazniku žlikrofov. Glavni večerni akt bo skupina Help, The Beatles Tribute, torej skupina, ki preigrava skladbe legendarnih The Beatles. Čez dan nas bodo zabavali Suhocvetje, torej tisti naši obiskovalci jih že dobro poznajo. Imamo pa tudi DJ program z disco, jugo, funk glasbo, ki nas bo v bistvu spremljala v tem večernem in potem nočnem delu. Letošnja ponovitev je 16. po vrsti, če sem prav preštel. Festival raste. Festival res raste. Začel se je kot krajevni praznik, kot dopolnitev dneva krajevne skupnosti takrat pred 16 leti. Tista prva verzija se niti ni imenovala Praznik idrijskih žlikrofov. Potem pa v bistvu je rasel, se pravi ta ekipa, ki ga organizira danes, je prevzela organizacijo pred 10 leti. Takrat smo spremenili ta koncept, uvedli te manjše porcije, za potem tudi nižjo ceno z željo, da ljudje v bistvu poizkušajo, ne da se pridejo naenkrat veliko najest, ampak da poizkušajo različne kombinacije in da se čim dlje časa zadržijo na prizorišču v Idriji. Lansko leto je bilo 6000 obiskovalcev. Koliko jih Mejca privabi lahko letos? To bomo videli, seveda si želimo več kot lansko leto. Vsako leto imamo ta cilj. V Mejci je še dovolj prostora, še za več ljudi, zagotovo, to nas ne skrbi. Širimo pa v bistvu celotno ponudbo, celoten program. Kar letos dodatno uvajamo je avtobus, ki bo vozil med Mejco, torej med prizoriščem festivala in glavnimi znamenitostmi v Idriji. To gre za dogovor med nami, ID20 kot organizatorjem, med Zavodom za turizem Idrija, CUTHG-jem in Mestnim muzejem Idrija. Torej, ta avtobus bo preko celotnega dneva delal krožne ture med Mejco, Antonijevim rovom, Mestnim muzejem oziroma gradom Geverkenek ter topilnico. Vmes pa se je ustavljal še na parkiriščih in na ta način v bistvu na nek način spodbudil, da čim več ljudi pride in v Mejco, hkrati pa da ljudje iz Mejce gredo tudi si pogledat glavne idrijske znamenitosti. Lansko leto ste prodali, oziroma so ponudniki prodali 1,5 tone žlikrofov. Koliko porcij je to pravzaprav? To je zelo veliko porcij. To je zelo veliko porcij. Seveda zdaj nimam točne številke, koliko porcij je. In mogoče ni poudarek v količini. No. Mi seveda povemo, ker to običajno novinarji sprašujejo po količinah, ni poudarek na količini, poudarek je na kakovosti. Torej, čeprav imamo velike količine žlikrofov, želimo, da je to kakovostna ponudba,
da so sestavine kakovostne, da so jedi pravilno sestavljene, torej da ne ponujamo samo mase. In mislim, da to v bistvu obiskovalci cenijo, da spoznavajo, da to ni festival, kamor se prideš na žret, ampak kamor prideš uživati. Seveda lahko poješ veliko žlikrofov, poskušiš najrazličnejše, se imaš dobro in predvsem si v dobri družbi. Festival organizira vaš zavod, zasebni zavod ID20. Je tukaj tudi kaj, bi rekel, javnih sredstev? Ja. Se pravi, festival podpira občina Idrija od samega začetka. Občina Idrija zagotovi recimo tam približno polovico sredstev, ki so potrebni za organizacijo takega festivala. Preostanek zagotovimo z tržnimi dejavnostmi, torej z deloma z šanki, sponzorstvi. Imamo tudi druge partnerje pri samem dogodku, torej poleg sponzorjev so to še recimo ministrstvo, letos 2 ministrstvi, ki podpirata te aktivnosti. Poleg vsega tega pa ID20, naš zasebni zavod, je vključen še v več evropskih projektov, skozi katere financiramo neke spremljevalne stvari ali pa neko opremo. Zdaj, če dam čisto tak primer, recimo v lanskem letu smo na ta način zagotovili sredstvo za nakup tega velikega šotora, ki je na prizorišču, in na ta način v bistvu tudi lahko pridemo do neke opreme, ki nam je potem ni potrebno si izposojati, in na ta način zmanjšujemo strošek občine, ki bi ga sicer kot pobudnica in glavna financerka tega dogodka imela. Z vstopnino ne boste zbrali nič? Ne. Festival je brezplačen, tukaj se tega držimo. So bila razmišljanja izven naše ekipe, da mogoče je smiselno nižati stroške ali pa nižati prispevek občine. Mi smo naredili analizo drugih dogodkov po Sloveniji. Se pravi, obstajajo množični dogodki, kjer občine dajo za tak dogodek bistveno manj sredstev, ampak to vedno gre za plačljive dogodke in mislim, da ta dogodek ne bi bilo prav do Idrijčanov, do naše dediščine, da začnemo zaračunavati vstopnino v meco. Matevž Štravs, jaz vam želim, da vam bi letošnji festival idrijskih žlikrofov, praznik idrijskih žlikrofov lepo uspel in da bi se čez leto in dan spet srečali v tem studiu. Ja, tudi jaz si želim, vas bi povabil na praznik idrijskih žlikrofov to soboto, seveda tudi vse gledalke, gledalce, da pridajo in seveda, da so z nami tisti dan. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost. In seveda, če ste pri žlikrofih, seveda, dober tek.